Lepo pozdravljeni na webinarju Akademije Zelena Slovenija, kjer bomo tokrat govorili o človekovih pravicah in skrbnem pregledu človekovih pravic. Vemo namreč, da so podjetja in organizacije vse bolj izpostavljene preverjanju njihove skrbi do človekovih pravic v odnosu do svojih zaposlenih, do delavcev v vrednostni verigi in do drugih deležnikov, s katerimi sodelujejo. Tokrat nam bo temo predstavila magistra Klementina Zapušek, ki je strokovnjakinja predvsem z področja družbe in upravljanja vidikov ESG. Webinar se tudi snema, tako da vam bomo kasneje poslali tudi posnetek. Vsekakor pa so dobrodošla tudi vaše vprašanja, ki jih lahko zapisujete v chat in vam bomo na njih tudi naknadno pisno odgovorili. Preden pa dam besedo Klementini, samo še nekaj o Zeleni Sloveniji, ki jo mnogi že poznate, tako da se malo spomnimo, kaj vse Zelena Slovenija zajema. Za tiste, ki vam je to nekaj novega, pa lahko prisluhnete. In sicer Zelena Slovenija obsega revijo ESG, torej okolje, družba, upravljanje, kjer obravnavamo aktualne tematike z teh treh področij. Hkrati je znotraj tega tudi trajnostno svetovanje, torej podjetjem, organizacijam svetujemo, kako se celovito lotiti oziroma pristopiti k trajnostnemu upravljanju, in znotraj tega je seveda tudi trajnostno poročanje, tako po standardih, evropskih standardih ESRS, kakor tudi po globalnih standardih GRI ali drugih okvirih. Potem je Akademija Zelena Slovenija, v okviru katere organiziramo tovrstne webinarje, tudi različne konference, delavnice in nekaj o tem še v nadaljevanju, in pa zeleno omrežje. Tisti, ki ste člani, veste, zakaj gre. Je pa predvsem to, da povezuje številna podjetja in druge organizacije v trajnostnih prizadevanjih in tudi omogoča hiter dostop do kakovostnih trajnostnih informacij, delitve praks in tako naprej. Potem je portal Zelena Slovenija z številnimi objavami, intervjuji, dnevnimi novicami, zbirka Zelena Slovenija, v okviru katere izdajamo različne strokovne priročnike z področja okolja, pa tudi trajnostnosti. Potem je tudi izračun LCA in pa ogljičnega odtisa. Zdaj pa samo malo spodbude k dnevnemu spremljanju informacij ESG na spletnem portalu Zelena Slovenija, kjer lahko najdete številne primere dobrih praks, tudi strokovne članke, nasvete s področja trajnostnosti, razna video izobraževanja, kjer so mnoga na voljo tudi brezplačno, in pa seveda dobrodošli, da tudi sebe poiščete na tem portalu, kajti tudi vaše novice, inovacije, novosti na tem področju se pogosto objavljajo. In to izgleda nekako takole, torej to je sama vstopna stran Zelena Slovenija, kjer lahko vidite neke izpostavljene novice in potem tudi, kaj so zadnje novosti na tem področju. Tako da vabljeni k spremljanju. V okviru Zelene Slovenije oziroma Akademije Zelene Slovenije razvijamo tudi trajnostne kompetence zaposlenih in na voljo je še tudi veliko spletnih izobraževanj na spletnem portalu Zelena Slovenija. Številna od teh so na voljo tudi brezplačno in gre za to, da so to predavanja s področja trajnostnih tematik, kot so ESG, ogljični odtis, tudi trajnostno poročanje, razvoj kompetenc zaposlenih, zeleno komuniciranje oziroma trajnostno komuniciranje, tudi s področja financiranja, gradbeništva, embalaže, označevanja in tako naprej. Torej, poleg konferenc, webinarjev, ki jih izvajamo v živo, so tudi na voljo v tej spletni knjižnici spletna izobraževanja. Potem pa v okviru Akademije Zelena Slovenija izvajamo tudi prilagojena izobraževanja za zaposlene, torej ker vemo, da je vsako podjetje morda malce specifično in na neki določeni stopnji, in zato seveda prilagodimo tudi izobraževanja v samem podjetju, ki lahko potekajo tako v živo na lokaciji ali pa tudi preko spleta. Potem lahko se tudi vnaprej pripravijo določene video vsebine, ki si jih lahko zaposleni ogledajo ob svojem času. Izvajamo tudi razne interaktivne delavnice, praktične oziroma predavanja, torej odvisno od same tematike, pristopa, kaj podjetje želi s tem doseči, prilagodimo izvedbo. Potem so lahko razne delavnice sokreacije in soinovacije v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki ali vašimi notranjimi.
potem razni interni hekatoni z zunanjimi deležniki, tudi kratke strokovne ekskurzije z elementi sokreacije in pa druge kreativne oblike, kakor pač je najbolje za podjetje oziroma organizacijo. Lahko se na primer pripravijo tudi samo vsebine s področja ESG, ki jih potem podjetje implementira v svojo izobraževalno platformo, če jo že ima pripravljeno. Prav tako v okviru Akademije Zelena Slovenija izvajamo analizo trajnostnih kompetenc zaposlenih in na podlagi česar potem pripravimo nek katalog trajnostnih kompetenc vašega podjetja, organizacije, skladno tudi z vašo strategijo ESG. In nekaj aktualnega še v okviru Akademije Zelena Slovenija, kar se bo izvajalo prihodnja 2 tedna, in sicer je 2-dnevna praktična šola poročanja o trajnostnosti, skladnega z evropskimi standardi poročanja, ki je primerna tako za tiste, ki so zavezanci, kakor za tiste, ki v tem vidijo neko tržno priložnost, konkurenčno prednost, je morda to njihov odgovor na zahteve lastnikov, kupcev, pa tudi finančnih inštitucij ali za pridobitev raznih certifikatov in tako naprej. Tako da vabljeni, da si tudi to pogledate na spletnem portalu, lahko pa, da ste dobili že tudi osebno vabilo na vaš e-naslov. Potem pa še samo nekaj kratkega o Zelenem omrežju Slovenije. In sicer z Zelenim omrežjem Slovenije vam pomagamo graditi vaš trajnostni ugled in tudi izboljšati trajnostne prakse. Torej, kaj zeleno omrežje omogoča? In sicer hiter dostop do pravih informacij in tudi razumljivih razlag zakonodaje s področja trajnostnosti, ponuja tudi praktična znanja, ki jih lahko tudi takoj prenesete v svoje delo, potem neposredno povezovanje s strokovnjaki podjetij, ki se soočajo z enakimi izzivi na področju trajnostnosti kot vi, saj zeleno omrežje povezuje že skoraj 400 različnih podjetij, organizacij in pa možnost, da tudi delite vaše dobre prakse z drugimi javnostmi, s čimer tudi povečate ugled in prepoznavnost. In s tem, ko gradite oziroma delite vaše prakse, gradite tudi svoj trajnostni profil. Kot rečeno, je znotraj omrežja že skoraj 400 članov in v okviru tega lahko komunicirate vaše novosti, lahko sodelujete z raznimi intervjuji, članki, predavanji, podcasti, objavo trajnostnih oziroma ESG poročil, vaši strokovnjaki lahko sodelujejo na izobraževanjih oziroma konferencah Akademije Zelena Slovenija in druge. In tole je zdaj primer recimo 2 podjetij, članov zelenega omrežja, ki gradita svoj profil z tem sodelovanjem z Zeleno Slovenijo. In tu vidimo, da je lahko ta profil res zelo bogat in je neka izkaznica podjetja, kaj vse počne z področja trajnostnosti. Potem pa se zeleno omrežje povezuje tudi s študenti. In študenti izvajajo tudi s člani zelenega omrežja podcast Resno o trajnostnem razvoju. Začeli pa so tudi na novo z zelenim inkubatorjem, kjer gre za sodelovanje podjetij oziroma organizacij z srednješolci poklicnih strokovnih srednjih šol, kjer iščejo inovativne podjetniške rešitve za neke resnične izzive, ki jih sama podjetja zastavijo. Pa bom zdaj kar zavrtela en video, ki ga predstavita vodja zelenega omrežja študentov Petrisa in Pija. Zdravo, sva Petrisa in Pija. In skupaj soustvarjava zgodbo zelenega omrežja študentov. Naše poslanstvo je, da mlade povežemo s podjetji in jih navdušimo za trajnost in za podjetništvo. Zato, ker verjameva, da prihodnost gradijo podjetja skupaj z mladimi preko pravih idej in pravih partnerstev. Letos smo se podali v nekaj čisto novega, projekt Zeleni inkubator. To je program, kjer srednješolci poklicnih in strokovnih srednjih šol iščejo inovativne podjetniške rešitve za resnične izzive, ki jih zastavijo podjetja. Dijaki se učijo osnov podjetništva, delajo v skupini, kako pičati idejo in ob tem ustvariti podjetje, ki je dobro za ljudi, gospodarstvo in okolje. Najboljše projekte pa v podpori svojih mentorjev razvijajo dalje in jih potem predstavijo podjetju, ki jim je izziv zastavilo. Zato bi radi sodelovali z vami. Zakaj bi se odločili za sodelovanje z nami? Ker ne gre le za sponzorstvo. Podjetja soustvarjate projekte, ki oblikujejo mlade talente in dobite priložnost vplivati na mlade in na njihovo percepcijo na trajnost v praksi. Odpre se vam dostop do motiviranih dijakov in študentov iz vse Slovenije.
do bodočega kadra in inovativnih rešitev. Ne dobite le PR-ovskih stvari, ampak boste vstopili v mrežo mladih, ki bodo sooblikovali generacijo za trajnostno prihodnost. Letos smo se odločili tudi prioritetno graditi na skupnosti. Od okroglih miz in podcastov do povezovalnih dogodkov, piknikov, obiskov podjetij, vsega. Naš cilj je postati prostor, kjer mladi, podjetja in skupnost rastejo skupaj. Podjetja potrebujejo mlade in mladi potrebujejo priložnost. Skupaj lahko ustvarimo zeleno prihodnost. Pridružite se nam. Veseli vas sodelovanja z vami. Tako, to je vse z moje strani, sedaj pa besedo predajam Klementini. Lepo vas pozdravljam v svojem imenu, da se skupaj sprehodimo skozi človekove pravice, predvsem pa skrbnemu pregledu glede človekovih pravic. Najprej bomo človekove pravice definirali, si pogledali ključne mednarodno-pravne dokumente za zaščito človekovih pravic in našo ustavo. Današnji poudarek pa bo namenjen predvsem skrbnemu pregledu glede človekovih pravic in povezavi z evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti. Pogledali pa si bomo tudi primere praks na področju skrbnega pregleda človekovih pravic. Najprej, če se posvetimo temu, kaj človekove pravice sploh so pravice, ki pripadajo vsem ljudem že zato, ker so človeška bitja, zato jih imenujemo tudi naravne pravice, so neodtujljive, to pomeni, da jih nihče nima pravice komurkoli vzeti iz kakršnega koli razloga. Človekove pravice so tudi univerzalne, ker se nanašajo na vse ljudi, ki živijo kjerkoli in kadarkoli. Človekove pravice so nedeljivo, medsebojno odvisne in povezane. To pomeni, da jih ne moremo obravnavati ločeno drugo od druge in imajo enako veljavo. Človekove pravice predstavljajo nek minimalni standard za vse ljudi, prizadevajo si za ohranitev miru in varnosti in so priznane in zakonjene kot pravne norme. Če pogledamo, odkot izvirajo človekove pravice v zgodovinskem kontekstu, jih zasledimo skozi celoten razvoj že z časa starodavnih kultur, kjerkoli so se pojavljale neke težnje po enakopravnosti in spoštovanju do drugih. Prav tako so te temeljne človekove pravice del večine svetovnih religij in filozofij. Mednarodni pravni dokumenti z področja človekovih pravic, vse se začenja s splošno deklaracijo človekovih pravic, ki je nastala kot reakcija na drugo svetovno vojno leta 1948 z namenom, da bi preprečili vnovična grozodejstva. Deklaracija sicer ni pravno zavezujoča, je pa podlaga za vse nadaljnje mednarodne pravne zavezujoče instrumente o človekovih pravicah. Vsebuje 30 človekovih pravic, tako državljanske kot politične, ekonomske, socialne in kulturne. Kasneje je nastal še mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, prav tako konvencija o otrokovih pravicah, ki je najširše ratificirani mednarodno-pravni dokument z področja človekovih pravic. Sprejeta je bila tudi mednarodna konvencija o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije v 60. letih, kasneje pa še konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Tudi Evropska unija ima svojo listino o temeljnih pravicah, ki je bila razglašena leta 2000. In če pogledamo vse te dokumente, nekako človekove pravice razvrščamo v 3 generacije. Prva generacija so državljanske in politične pravice, to pomeni pravica do življenja, svobode, prostosti, osebne varnosti, pravica do odsotnosti nasilja, do političnega udejstvovanja, do svobode prepričanja, izražanja misli, vesti in veroizpovedi. Druga generacija so ekonomske, socialne in kulturne pravice, ki se nanašajo na dostop do osnovnih socialnih in ekonomskih dobrin, priložnosti in zaobsegajo ekonomsko in socialno varnost. Tu so na primer pravica do dela, izobrazbe, zadovoljivega življenjskega standarda, hrane, bivališče, zdravstvene oskrbe, pravica do kulturnega življenja skupnosti.
Tretjo generacijo predstavljajo solidarnostne in kolektivne pravice. To pomeni, da imamo pravico do razvoja, miru, zdravega okolja, do komunikacije, do skupne dediščine človeštva, pa tudi do humanitarne pomoči. Če pogledamo človekove pravice in temeljne svoboščine po naši ustavi, Ustavi Republike Slovenije, imajo človekove pravice že tukaj v ustavi posebno mesto. In ločimo tako osebne pravice in svoboščine, politične pravice in svoboščine, socialne in ekonomske pravice, prav tako pa tudi pravice narodnih skupnosti. Pomembna je enakost pred zakonom, to pomeni, vsi smo pred zakonom enaki in v Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na katerokoli osebno okoliščino, kot so narodnost, rasa, spol, jezik, vera, politično, drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo in tako naprej. Kako pa se človekove pravice uresničujejo? Uresničujejo se neposredno na podlagi naše ustave. Z zakonom je sicer mogoče predpisati način uresničevanja, kadar to določa ustava, ali pa je to nujno zaradi pravice same kot take. In človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Omejevanje pravic je takšna izjemna, je možno zgolj izjemoma, da se človekove pravice začasno razveljavijo in omejijo, in še to zgolj je dopuščeno v vojnem in izrednem stanju. Vendar pa tudi v tem vojnem in izrednem stanju ni pod nobenim pogojem dopustno omejiti naslednjih pravic, kot so nedotakljivost človekovega življenja, prepoved mučenja, spoštovanje človekovih osebnosti, dostojanstva v pravdnih postopkih, odvzem prostosti, domneva nedolžnosti, dokler krivda ni ugotovljena, načela zakonitosti, pravna jamstva in svoboda vesti. Skratka, teh pravic in svoboščin ni dopustno omejiti, ne, pod nobenim pogojem. Tako, zdaj pa se selimo na osrednji del našega webinarja, in sicer na človekove pravice in skrbni pregled glede človekovih pravic ter kako je to povezano z evropskimi standardi poročanja o trajnostnosti. Najprej človekove pravice v gospodarstvu so povezane, to je medsebojno povezano, kajti gospodarstvo s svojim delovanjem tako posredno ali neposredno vpliva na človekove pravice. Bodisi preko lastne dejavnosti, bodisi preko svojih vrednostnih verig. Po eni strani gospodarstvo in podjetja omogočajo uresničevanje človekovih pravic, ker prispevajo k ekonomskemu razvoju in blaginji, k zaposlenosti prebivalstva in podobno. Lahko pa pri tem seveda nastanejo tudi negativni vplivi na človekove pravice, bodisi s kršitvami pravic delavcev, spodbujanjem neenakomernega ekonomskega razvoja, tudi s temi hudimi kršitvami, kot so prisilno delo, otroško delo. In že kot posledica teh prostovoljnih zavez so se podjetja v zadnjih letih začela zavedati pomembnosti človekovih pravic in jih tudi že vključevati v svoje poslovno ravnanje, da bi nekako zmanjšala razkorak med tem deklarativnim priznavanjem človekovih pravic in pa njihovo realnostjo oziroma uresničevanjem v praksi. Tako da zdaj spoštovanje človekovih pravic ni več toliko vprašanje izbire, kot pa vse bolj postaja zahteva. In sicer iz različnih vidikov, tako z vidika etike in siceršnjega družbenega pritiska, ne, da gre za odgovornost podjetij in njihovega delovanja, da ne škodujejo ljudem. Prav tako tudi z vidika zakonodaje in mednarodnih standardov, kajti vse več držav uvaja zakone, ki zahtevajo izvajanje skrbnega pregleda glede človekovih pravic. Na primer Francija, Nemčija že imajo več let, Nizozemska, Norveška. Tu je že sprejeta zakonodaja o skrbnem pregledu, prav tako pa tudi prihajajoča direktiva o skrbnem pregledu podjetij glede trajnostnosti.
Pomembno pa tudi zaradi samega vidika tveganj, kajti če ne upoštevamo človekove pravice pri svojem delovanju, lahko to vodi do resnih pravnih in finančnih tveganj in tudi tveganj ugleda ter seveda tudi posledic, ki iz tega izhajajo. To so znane te afere v dobavnih verigah, naprimer evropskih proizvajalcev v tekstilni industriji, ki imajo dobavitelje recimo iz Azije, ne. Zdaj pa, če najprej opredelimo, kaj sploh skrbni pregled glede človekovih pravic je. To je proces, s katerim podjetja sistematično tako prepoznavajo, preprečujejo, zmanjšujejo in odpravljajo morebitne negativne vplive svojih dejavnosti na človekove pravice. Kot smo rekli, tako v okviru lastne dejavnosti, kot v celotni dobavni verigi oziroma vrednostni verigi. To pomeni tako z vidika dobaviteljev, podizvajalcev, podružnic, naših poslovnih partnerjev. Skrbni pregled je opredeljen v vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah, prav tako pa tudi v OECD smernicah za večnacionalna podjetja. Kot rečeno, pomemben mejnik predstavlja direktiva Evropske unije o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti, kajti to pa predstavlja pravno podlago za obvezen skrbni pregled glede človekovih pravic za večja podjetja in tudi določene dobavne verige, da bodo ta podjetja morala izvajati skrbni pregled glede človekovih pravic in okolja. Seveda, ko se bo direktiva začela izvajati. Zdaj pa morda opredelimo te ključne korake skrbnega pregleda človekovih pravic. Kako recimo se tega sploh lotiti? Najlažje oziroma mi priporočamo, da se takšnih kompleksnejših stvari morda lotimo po nekih korakih. In prvi korak je naša zavezanost človekovim pravicam. To pomeni, da kot podjetje vzpostavimo neko jasno politiko glede spoštovanja človekovih pravic. To pomeni, na primer, lahko sprejmemo etični kodeks ravnanja, ki zajema tudi spoštovanje človekovih pravic in se sklicujemo pri tem, da temelji ta kodeks na tako splošni deklaraciji človekovih pravic, temeljnih konvencijah, Mednarodne organizacije dela, vodilnih načelih Združenih narodov in teh OECD smernicah, ki smo jih ravno omenili. Zavezanost oziroma ta naša zavezanost človekovim pravicam oziroma etični kodeks mora biti potrjen na najvišji ravni vodstva. In seveda je pri tem pomembno tudi komuniciranje tako notranje z našimi zaposlenimi kot z zunanjimi javnostmi. Naslednji korak je to, da se lotimo prepoznavanja in ocenjevanja dejanskih in potencialnih negativnih vplivov in tveganj na človekove pravice. Torej ocenimo, kje in kako bi lahko naše dejavnosti ali dejavnosti naših dobaviteljev, partnerjev, kakorkoli škodile ljudem oziroma bi bile prizadete človekove pravice. Tega se lotimo tako, da naredimo analizo tveganj za človekove pravice, kjer se osredotočimo recimo na panoge, ki so lahko tvegane, oziroma če smo mi v neki tvegani panogi, ne, ki je znana po nekih kršenih delovnih pogojev, kot je na primer tekstilna industrija že omenjena ali pa recimo rudarska panoga, se posvetimo seveda tem področju. Lahko se lotimo analize po geografskih območjih, na primer, kot smo rekli, imamo neke dobavitelje, na primer nekih rudnin iz Afrike ali Azije, ne, in smo na to področje bolj pozorni, ali pa naredimo analizo tveganj za določene dobavitelje, kjer vemo, da bi lahko bilo večje tveganje. Naredimo razne tudi posvete in delavnice, tako z našimi
notranjimi kot zunanjimi deležniki, to pomeni tako z našimi zaposlenimi kot recimo lahko pritegnemo oziroma nagovorimo neposredno naše delavce v vrednostnih verigah, naprimer pri naših dobaviteljih, lahko se posvetujemo z lokalnimi skupnostmi, tudi z nevladnimi organizacijami, ki so dejavne na teh področjih. Tako da se lahko tega lotimo teh analiz tako z lastnimi podatki, pomagamo si pa seveda tudi z neodvisnimi raziskavami, naprimer iz poročil teh mednarodnih organizacij ali pa recimo te organizacije dela ali pa nevladnikov. Naslednji korak je, da sprejmemo na osnovi te analize tveganj neke ukrepe, ki preprečujejo, odpravljajo ali pa zmanjšujejo naše dejanske ali pa morebitne negativne vplive in tveganja na človekove pravice. To pomeni, konkretne ukrepe sprejmemo, da preprečimo ali pa zmanjšamo, če že imamo opredeljene negativne vplive na človekove pravice. Naprimer, lahko vključimo zahteve v pogodbe z našimi dobavitelji. Naprimer, jih zavežemo, da spoštujejo naš kodeks ravnanja, kjer smo mi zavezani k spoštovanju človekovih pravic in ta kodeks velja tudi zanje. Naprimer, ocenjujemo naše dobavitelje ali pa vključimo tole zahteve za certifikat EcoVadisa, kjer gre za to trajnostno ocenjevanje naših dobaviteljev. In je naprimer tudi naša zahteva, da sodelujemo zgolj z dobavitelji, ki imajo ta certifikat. Izvajamo razna izobraževanja in usposabljanja, tako lastnih zaposlenih, predvsem tudi tistih, ki so zadolženi za sodelovanje z našimi vrednostnimi verigami, zunanjimi deležniki, z dobavitelji, kot same dobavitelje lahko izobražujemo. Lahko izvajamo tudi redne presoje svojih lokacij, tovarn, kjer so lahko tudi nenapovedani obiski. To lahko izvajamo sami ali v sodelovanju s tretjimi osebami. Naprimer z raznimi certifikacijskimi telesi, svetovalnimi podjetji, z nekimi neodvisnimi organizacijami oziroma neodvisnimi strokovnjaki in organizacijami. Lahko dvignemo naše varnostne standarde, ki veljajo tudi za našo vrednostno verigo. Lahko ponudimo tehnično pomoč pri tem našim partnerjem. Če pa je naprimer škoda že nastala, moramo pa vzpostaviti tudi mehanizme za popravne ukrepe. Do tega še pridemo. Moramo se vprašati tudi tem, če imamo neko resno tveganje z vidika človekovih pravic v našem delovanju, da razmislimo ali prekinemo sodelovanje, naprimer z nekim našim dobaviteljem. Tukaj so možni različni pristopi. Poznamo tudi podjetja, slovenska podjetja, ki če ugotovijo, da prihaja do nekih hudih kršitev človekovih pravic, ne bodo prekinila sodelovanje z navedenim dobaviteljem, ker menijo, da s tem ne rešijo problema, ker pač te kršitve se bodo še naprej nadaljevale pri teh dobaviteljih in se podjetje samo aktivira, da se bodisi delovni pogoji ali pa druge razmere povezane recimo s pravicami delavci izboljšajo. To pomeni, da ni nujno prekinitev sodelovanja vedno najboljša možnost, ampak lahko imamo tukaj tudi drugačen, bolj proaktiven pristop. Ko mi izvedemo vse te ukrepe, neke konkretne ukrepe, je seveda pametno, da spremljamo, merimo in ocenjujemo te ukrepe. Torej, ali ukrepi delujejo, ali izboljšujemo naš morebitni negativni vpliv na človekove pravice ali v naši dobaviteljski verigi. In naprimer si postavimo neke te ključne kazalnike uspešnosti. Torej imamo par primerov, recimo spremljamo število ugotovljenih tveganj, koliko je recimo število prijav, kršitev, število naših usposobljenih dobaviteljev, potem skratka neke metrike, s katerimi spremljamo redno to področje, ga pregledujemo in potem posledično tudi posodabljamo procese glede na te ugotovitve. To pomeni, prilagodimo ukrepe, če je to potrebno.
Ne samo, da spremljamo, tudi potem poročamo in komuniciramo to področje in smo pri tem transparentni. Z tega vidika, kako obvladujemo ta tveganja za človekove pravice. Lahko poročamo v letnih trajnostnih poročilih, naprimer, če smo zavezanci za evropske standarde za trajnostnost, tega se bomo dotaknili v nadaljevanju. Lahko javno poročamo o tveganjih, tudi o izvedenih ukrepih v naših letnih trajnostnih poročilih. Lahko imamo javno objavljene sezname vseh naših dobaviteljev. In kot zadnjo točko je korak skrbnega pregleda tudi zagotavljanje možnosti pritožbenih mehanizmov. Kajti, če pride do kršitev človekovih pravic, moramo zagotoviti, da imajo prizadete osebe dostop do pritožbenih mehanizmov, ki omogočajo anonimne prijave kršitev. To pomeni, da spoštujemo tako zaupnost kot zaščito prijaviteljev. Naš odziv mora biti hiter in tako, da hitro rešujemo pritožbe. Pri tem je bolje, da imamo več kanalov, vzpostavljenih več kanalov za anonimne prijave kršitev, da imamo zaupnika, pri kateremu je možna prijava. Kar se tiče več kanalov, lahko imamo neko telefonsko številko, kamor lahko prijavitelj pokliče. Potem lahko imamo nek naš elektronski naslov na spletni strani, potem pisno neke nabiralnike, recimo po naših lokacijah, pa to. Skratka, da omogočamo več kanalno prijavljanje. S tem je povezan tudi naš sistem o zaščiti žvižgačev, kjer je to tudi natančneje opredeljeno. Pri tem lahko tudi sodelujemo z sindikati, lahko z nevladnimi organizacijami, ki pomagajo delavcem pri reševanju sporov. Zdaj pa recimo, tule so primeri, kako se tega lotimo, kako se skrbnega pregleda človekovih pravic lotimo tudi glede na nivo dobaviteljev, In kot smo rekli, že do neposrednih dobaviteljev imamo pač te možnosti, da jih zavežemo, da spoštujejo naše etične kodekse, da jih ocenjujemo, kako so naši dobavitelji trajnostni, kako spoštujejo človekove pravice, delamo razne evalvacije, ukrepe za izboljšanje. Imamo pa tudi primere podjetij, ki pa potem zavežejo po celi vrednostni verigi. To pomeni, ne samo, da naš dobavitelj spoštuje naš etični kodeks in človekove pravice, ampak tudi vsi dobavitelji, ampak tudi dobavitelj našega dobavitelja in tako naprej. Poznamo takšne primere. Potem pa, ko se po dobaviteljski verigi premikamo navzdol, recimo na drugem nivoju imamo možnost, da smo pozorni pri sledljivosti materialov, recimo, ki stopajo v naše vrednostne verige, da preverjamo delovne pogoje, da izvajamo nadzor, to, kot smo že rekli, bodisi sami, bodisi preko tretjih oseb. Potem še nivo 3 ali več, sploh na področju rudarjenja pa teh surovin, da se naslonimo na ocene geopolitičnih tveganj. Sodelujemo z nevladnimi organizacijami, z raznimi partnerji. Pri tem pa je tudi pomembno, da smo pozorni na lokalne skupnosti, in da jih vključujemo v odločanje in naše analize vplivov, sploh če imamo kakšne večje infrastrukturne projekte ali pa neke večje, recimo težko industrijo, skratka, da smo prisotni, zelo prisotni v lokalni skupnosti, je potem ustrezno oziroma smiselno, da jih vključujemo, da imamo neke postopke sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, sploh pa, če pride do kakšnih negativnih vplivov, da
se te sanirajo. Če pa nismo še ničesar naredili na področju sistema tega skrbnega pregleda glede človekovih pravic, pa ni nikoli prepozno in začnemo lepo po korakih. Manjših korakih morda ali pač si prilagodimo, no, glede na našo zavezo, poslovanje, tveganje, kakorkoli. Sprejmemo etični kodeks, kot smo že rekli, tam podamo neko svojo absolutno zavezanost človekovim pravicam, naredimo neko osnovno oceno tveganj, kot smo rekli, ali po dobaviteljih ali po panogah. Lahko spostavimo nek pilotni projekt, ni potrebno, da zdaj vse dobavitelje, ne, ampak naše ključne najprej analiziramo, ali so tu kakšne velika tveganja za kršitve človekovih pravic. Če potrebno, se posvetujemo, ne, z drugimi podjetji, na primer v panogi, s kakšnimi našimi združenji, kako nasloviti ta tveganja človekovih pravic v naših, recimo, dobavnih verigah, z nevladnimi organizacijami, kot smo že večkrat poudarili. In potem se pripravimo na naše te konkretne zahteve, ne, torej zakaj primarno bi pa mi naredili ta skrbni pregled, ne. Ali že imamo neke zahteve naših vrednostnih verigah, kjer moramo nekomu mi poročati, ne, da zagotavljamo skrbni pregled, ali smo morda zavezanci prihajajoče direktive o skrbnem pregledu glede trajnostnosti. Skratka, potreben je premislek, ne, zakaj se tega lotimo in potem gremo operativno pač po nekih manjših korakih in naslovimo to področje. Kaj pa, če za nas veljajo ESRS, evropski standardi poročanja o trajnostnosti? Kje vse se človekove pravice pojavljajo v teh standardih? Kot vidimo na tej shemi, ki ponazarja tako splošne zahteve kot splošna razkritja in tematske standarde okolja, družbe in upravljanja, kar na mnogih področjih. In sicer ESRS 1 in ESRS 2 sta obvezni poglavji standarda za vse zavezance in kot že ime pove, gre tu za splošna razkritja o tem, kakšen je naš pristop, poslovni model, strategija, naše politike, cilji. In tudi je vmes poglavje o skrbnem pregledu. Tako da tu poročamo o tem, kako kot zavezanci izvajamo skrbni pregled v sklopu našega poslovanja. Nadaljnji ti tematski standardi okolja, družbe in upravljanja, ti so pa podvrženi temu, če so prepoznani v okviru ocene dvojne pomembnosti kot pomembna področja za nas. In vidimo, da se človekove pravice nanašajo predvsem na stebra družbe in upravljanja. Torej, če smo prepoznali katero od teh podpoglavij, od S1 do S4 ali G1, bomo poročali tudi o spoštovanju človekovih pravic v zvezi s tem. In če smo kar morda malce bolj konkretni pri S1, ki se navezuje na našo lastno delovno silo, tu poročamo predvsem o delovnih pogojih, enaki obravnavi in pa drugih pravicah povezanih z lastno delovno silo. Medtem ko, če prepoznamo tudi delavce v vrednostni verigi, se na nek način ta shema ponovi, so enake podteme, vendar pa veljajo za delavce v naših vrednostnih verigah. To pomeni za te fizične osebe in kako naslavljamo spoštovanje delovnih pogojev, enake obravnave, druge pravice, kjer so tukaj navedene tudi otroško delo, prisilno delo. Poročamo o tem, če je to za nas prepoznano kot pomembno, sicer ne. Prizadete skupnosti v okviru S3 zajemajo predvsem ekonomske, socialne in pa kulturne pravice, pa tudi državljanske in politične v smislu teh pravic do zbiranja, pravice
indigenih ljudstev, če je to morda pomembno z vidika naše dobavne verige. Indigena ljudstva pomenijo ta prvobitna ljudstva, ki so lahko kaj hitro povezana s kakšnimi morda našimi rudninami, surovinami. Prvobitna ljudstva oziroma indigena ljudstva, to so naprimer ta plemenska ljudstva Severne in Južne Amerike in podobno. Pri potrošnikih in končnih uporabnikih, pri S4, se pojavljajo pravice predvsem glede dostopa do kakovostnih informacij, do ozaveščenosti, zdravja, varnosti, tudi socialne vključenosti v smislu dostopa do naših proizvodov, storitev pod enakimi pogoji, da nikogar ne izključujemo. Medtem ko pa pri delu upravljanja oziroma poslovnega ravnanja G1 imamo pa zopet ta sistemski pristop glede upravljanja človekovih pravic. Poročamo o tem, ali imamo sprejete etične kodekse, v smislu, kako se to povezuje z našo korporativno kulturo, ali sistem zaščite žvižgačev vzpostavljen. Prav tako naslavljamo pa tudi naš sistemski odnos do dobaviteljev. Ne tako, kot smo bili pri S2, kjer imamo delavce v vrednostni verigi kot recimo fizične osebe zaposlene, na primer pri naših dobaviteljih. Tu je pa pomembno pri G1, da naslavljamo naš sistem, na kakšen način izbiramo dobavitelja, ali pri tem uporabljamo socialna in okoljska merila, skratka sistemski pristop do naše dobaviteljske verige. Če se zdaj premaknemo iz tega, kje vse se, po katerih standardih se človekove pravice pojavljajo pri SRS, imamo pa sicer tudi te ključne elemente človekovih pravic na več področjih teh standardov. In sicer že v samem temelju dvojne pomembnosti, ki je temelj poročanja po SRS, kjer izvedemo oceno, kakšne vplive imamo kot podjetja na ljudi in okolje in obratno, kako zunanji dejavniki vplivajo na nas, je tukaj v sklopu naših vplivov na družbo in okolje seveda so vključene tudi človekove pravice. Potem poročamo tudi o spoštovanju človekovih pravic po mednarodnih standardih. To pomeni, kako smo pa mi skladni z mednarodno uveljavljenimi standardi človekovih pravic. In sicer, ali na primer naš kodeks temelji na tej, kot smo že prej omenili, splošni deklaraciji človekovih pravic, ali upoštevamo smernice OECD za večnacionalna podjetja, vodilna načela Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah. Skratka, poročamo tudi, kako smo skladni s tem. Prav tako, če smo zavezanci za SRS, poročamo, kakšne so pa naše politike in pa ukrepi na področju človekovih pravic. Torej, a imamo sprejete kakšne politike povezane s človekovimi pravicami, kateri so ti konkretni ukrepi, ki jih izvajamo, da spoštujemo in ščitimo človekove pravice, kako upravljamo s tveganji za kršitve v naših vrednostnih verigah. Kot smo že rekli, v SRS-2 je del poročanja namenjen tudi skrbnemu pregledu in razkrivamo, kako izvajamo proces tega skrbnega pregleda, je to v skladu s temi vodilnimi načeli in smernicami, kot smo že rekli, kako mi sploh identificiramo, preprečujemo, ublažimo in popravljamo vplive na človekove pravice. In to poročanje zajema tako lastno dejavnost kot vplive v dobavnih oziroma vrednostnih verigah. Pomembna z vidika človekovih pravic je tudi udeležba deležnikov, ker se v celotnih standardih SRS poudarja vključenost prizadetih deležnikov, in to so tako naši zaposleni, delavci v vrednostnih verigah, prizadete skupnosti oziroma lokalne skupnosti, naši kupci, potrošniki, končni uporabniki in povsod, če je to prepoznano kot pomembno za nas, razkrivamo, na kakšen način sodelujemo s temi prizadetimi deležniki, kako se posvetujemo, v katerih fazah, potem ali imamo možnost za popravni ukrep, skratka,
standard nas z večjih vidikov sprašuje o teh stvarih. Če smo prepoznali in imamo to, če smo prepoznali kot pomembno, poročamo tudi o konkretnih primerih kršitev, naprimer tudi za te hude kršitve, kot so prisilno delo, diskriminacijo, otroško delo, in kjerkoli se pojavljajo ti negativni, resni negativni vplivi na človekove pravice, moramo tudi navesti, ali je to neka sistematična nepravilnost ali zgolj nek slučaj, ki se je zgodil. Sprejeti je potreben popravni ukrep in spremljati napredek teh popravnih ukrepov. Poročamo tudi o metrikah, s katerimi spremljamo spoštovanje človekovih pravic. Naprimer, primeri metrik so število kršitev, število obravnavanih pritožb, število izvedenih ukrepov. Skratka, po vseh teh stopnjah oziroma področjih. Kateri pa bi bili glavni izzivi pri prenosu teh zahtev skrbnega pregleda glede človekovih pravic v prakso? Ker nekaj je, da mi na deklarativni ravni priznavamo človekove pravice, drugo je pa res to njihovo uresničevanje v praksi pri našem poslovanju. Eden od izzivov je samo nepoznavanje področja, da se to pojmuje kot res zelo kompleksno in ne vemo, kako se tega sploh lotiti. Drugi izziv je morda odpor do uresničevanja, ker lahko se nam zdi, da je to zdaj zgolj neko administrativno breme in nam zmanjšuje konkurenčnost podjetja in gre zgolj za neko birokratsko zahtevo, Zelo pogost izziv je tudi pomanjkanje vključevanja deležnikov, ker morda v preteklosti to niti ni bilo toliko poudarjeno oziroma nismo temu pripisovali tolikšnega pomena. Zdaj pa sploh recimo tudi standardi ESRS so pa deležniki skozi celotne standarde. Imamo opravka s tem in tudi imamo opravka s tem, tako na kakšen način jih vključujemo in poročamo o tem. Prav gotovo pa eden glavnih izzivov naše vrednostne verige, njihovo pomanjkljivo poznavanje in potem tudi poročanje. Tako, kaj naše vrednostne verige sploh obsegajo in katera tveganja z vidika človekovih pravic njih lahko obstajajo. Če pa gremo od izzivov k primerom dobrih praks podjetij glede spoštovanja človekovih pravic, pa tukaj navajamo po sklopih nekaj dobrih praks, in sicer že na samem področju skrbnega pregleda ocene tveganja imamo tudi Unileverja in Nestlé, ki imata razvit sistematičen postopek skrbnega pregleda in tudi objavljata v letnih poročilih, jasno poročata o tem. Nestlé je mogoče zanimivo tudi z vidika, da aktivno deluje proti otroškemu delu proizvodnje kakava. Kar se tiče delovnih pogojev pravic delavcev, imamo Patagonia in H&M, ki si prizadevata za pravične plače v svojih dobavnih verigah, tudi vključujeta delavce v revizijah. H&M sodeluje z mednarodnimi sindikati, lokalnimi nevladniki. Na področju pravic skupnosti in domorodnih ljudstev imamo kot primer lahko IKEA in pa Microsoft. IKEA izvaja projekte prav za vključevanje lokalnih skupnosti v odločanje o svojih poslovnih projektih, tudi pravice domorodnih skupnosti glede naravnih virov. Microsoft je razvil digitalno orodje za kartiranje tradicionalnih zemljišč, s katerim potem omogoča, da lažje uveljavlja svoje teritorialne pravice. Naprimer, to, ko smo se prej pogovarjali o indigenih ljudstvih, te domorodne organizacije se navezujejo na ta domorodne oziroma indigena ljudstva. In ravno to
včasih zasledimo, da so bila kakšna, na primer, zemljišča, katerim od teh skupnosti pač odvzeta in da ni bilo tega samo odločanja, oziroma da niso te te prvobitne skupnosti podale predhodnega in informiranega soglasja k temu. In to je recimo ta vidik, ki ga Microsoft tukaj naslavlja. Kar se tiče pa transparentnosti in poročanja, imamo pa tole Apple in HP, ki pa Apple uporablja te napredne blockchain tehnologije za sledljivost v svojih dobavnih verigah. In HP je pa bilo eno prvih tehnoloških podjetij, ki pa je objavilo seznam vseh dobaviteljev. Imamo pa seveda primere dobrih praks, spoštovanja človekovih pravic tudi v Sloveniji. Morda najprej začnemo s podjetji, ki so podpisniki zaveze k spoštovanju človekovih pravic pri svojem poslovanju. Leta 2018 je namreč v Sloveniji sprejet ta nacionalni akcijski načrt za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu, katerega temeljni namen je prispevati k zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih v celotni vrednostni verigi in podjetjem, ki so pristopila k zavezi k spoštovanju človekovih pravic pri svojem poslovanju, se zavezujejo, da bodo ukrepe za spoštovanje človekovih pravic izvedle postopoma, najpozneje pa v 3 letih od podpisa izjave. Tukaj na spodnjem linku je tudi povezava do te zaveze, če se morda odločite za podpis te izjave. Kateri pa so ti ukrepi, ki jih je potrebno izvesti, če se odločimo, da bomo pristopili k tej zavezi? Kot smo že omenili prej, se zavežemo k spoštovanju človekovih pravic in to postane del naše politike poslovanja. To umestimo nekam med recimo temeljne vrednote, načela ali pa sprejmemo etični kodeks. Imenujemo skrbnika za človekove pravice, ki je odgovoren našem podjetju za spoštovanje človekovih pravic in organizira izobraževanja, vzpostavi mehanizem za obravnavanje kršitev, izvajamo skrben pregled, potem poročamo, redno spremljamo in poročamo o letnem ali trajnostnem poročilu, ozaveščamo, komuniciramo, vzpostavimo pritožbeni mehanizem, ki je na voljo tako zaposlenim kot drugim deležnikom, in spodbujamo spoštovanje človekovih pravic v celotni naši vrednostni verigi, tudi naše partnerje poslovne spodbujamo k tem in sodelujemo za večje spoštovanje. Dejavno iščemo neke skupne rešitve s ključnimi deležniki. Tukaj je seznam podjetij, ki so že pristopila k tej iniciativi in se zavezala k izvajanju ukrepov na področju človekovih pravic. Kot vidimo, gre za impresiven seznam, tako da morda pa se pridruži še kdo. Trenutno je 33 slovenskih podjetij. Med njimi je tudi SDH, Slovenski državni holding, ki pa je v svoja priporočila in pričakovanja vključil vse družbe s kapitalsko naložbo države. In sicer, da tudi te družbe spoštujejo človekove pravice in pravice delavcev ter so vodilne pri spodbujanju dostojnih delovnih pogojev v lastni dejavnosti in dobavni verigi ter se zavežejo, da bodo spoštovala človekove pravice. Prav tako SDH, Slovenski državni holding, pričakuje, da svoje poslovanje implementira relevantna načela NAN, torej tega nacionalnega akcijskega načrta. In tudi med priporočili je to, da družbe, ki poslujejo na 2 ali več mednarodnih trgih, naj izvajajo tudi skrbni pregled v skladu že večkrat omenjenimi vodilnimi načeli Združenih narodov in smernicami OECD. Imamo pa tudi še konkreten primer, kako je urejenost, kako je urejen pregled nad dobavno verigo, in sicer od skupine Lidl, kjer so pa razvili tudi
celotno strategijo za varovanje človekovih pravic, ker nenehno ugotavljajo vplive, kot smo že prej rekli, analize tveganja in ocene vpliva na človekove pravice, izvajajo ukrepov, da so v skladu z delovnimi standardi ILO, to pomeni, da uporablja mednarodno priznane certifikate, neodvisne preglede pri družbeni odgovornosti in tudi delavcem vseh svojih vrednostnih oziroma dobavnih verigah omogočajo mehanizem pritožb. Širijo pravično trgovino, tako da spodbujajo pravične plače in dohodkov vzdolž celotne vrednostne verige, prav tako pa tudi spodbujajo spremembe. Gre za neko proaktivno delovanje izven skupine. To je bilo nekaj primerov, tako mednarodnih kot slovenskih, kako se lahko lotimo področja človekovih pravic. To seveda zgolj niso edini primeri, niti ne osamljeni. Tako da lepo vabljeni, da če ste primer kakšne dobre prakse, se nam oglasite in vas lahko tudi izpostavimo morda kakšnem članku v naši strokovni reviji ESG. Sicer pa počasi že zaključujemo, seveda v duhu človekovih pravic. Kot smo se prej pogovarjali, da so naše človekove pravice omejene s pravicami drugih, zato eden temu primeren izrek, da ne delamo drugemu tega, česar ne želimo, da bi drugi delali nam. Vas pa seveda z veseljem povabimo, da ostanemo v kontaktu, da nas kontaktirate, če imate kakršnekoli vprašanje, dilemo, želite deliti dobro prakso s področja človekovih pravic, izmenjati izkušnje, okrepite vaše kompetence z tega področja, tudi kompetence pri poročanju, ki, kot smo se prej pogovarjali, tudi zajemajo poročanje o skrbnem pregledu. Nemara pa celo skupaj opravimo vaš prvi pregled na področju, vaš prvi skrbni pregled na področju človekovih pravic. Hvala za vašo pozornost in smo v kontaktu. Nasvidenje.